nazaj smo in končujemo tam, kjer smo končali. Gospod Golobič, začeli ste razvijati misel o tej odgovornosti politike ene in druge. Poglejte, jaz mislim, da bi bilo zelo dobro, da v Sloveniji začnemo o svoji zgodovini tudi razmišljati z principom, da načeloma v njej, pa rečemo vsaj za prvih 10 ali pa 20 let te zgodovine, za zadnjih 10 let puščam stvari ob strani, ker jih ne poznam toliko, da so ljudje, akterji delovali v veliki večini dobronamerno in ne kot zastopniki nekih interesov, nekih lobijev, nekih tatov. LDS v tem smislu ni enoznačna tvorba. Je preprečila privatizacijo Hita, ki se je dogajala. LDS jo je preprečila. Preprečila je privatizacijo Zavarovalnice Triglav z bitko do zadnje instance na ustavnem sodišču, da je ostal Triglav država in je stebelj tistega, na čemer se bo gradil bodoči ali ne demografski sklad. Zdaj, hočem reči, da so se v vseh postopkih dogajale napake, da zakoni niso bili perfektno, v pogojih, ko je država nastajala. Je pa popolnoma jasno. Se ne čutite, menite, da vladajoča koalicija takrat ni imela odgovornosti, da ni odgovorna za to? Imela je in je ravnala odgovorno. To vam govorim po svojih najboljših močeh, ki pa niso božanske. Poglejte, privatizacija, rekli ste, vsi so ščitili, da je rekel, vsi so bili zato, da ostane državno. Ni res. V slovenski lasti ni res. V času LDS je bil prodan lek tujcem. Zakaj? Ker je menedžment rekel, imamo odprte tožbe zaradi moksiklava v Ameriki, če ne bomo vstopili v to veliko partnerstvo, je z lekom konc, z vsemi delovnimi mesti, ki so veliko vaznejša od tistih 1000 ali 2000 evrov vrednih certifikatov. Je bila ta privatizacija, KBC je vstopil v NLB, Interbrew je vstopil v Union, druge stranke so tiste, ki so preprečile to in povzročile, da je kompletna industrija propadla. Privatizacija certifikata je omogočala notranji nakup. Domel je podjetje, ki je tako nastal na podlagi tega modela certifikatov. Gospod Šušteršič, je to res, se strinjate s tezo, da so vsi ravnali ves čas dobro namerno, da politika ni ukrepala, ker se ni dalo? Ne vsi, jaz nisem rekel vsi. Sem rekel, da treba izhodišče je, da se ne pripisuje, da je vse, kar je v tej Sloveniji se dogajalo v zadnjih 30 letih, motivirano s kriminalnimi nagibi, ker sicer ta država ne bi bila tam, kjer je. Ampak od tistih, ki so bile slabe, je v veliko manj slabi kondiciji, kot se jih pripisuje. Razen, če uživamo v mazohizmu. Tega mislim, da tudi nihče ni rekel, da ni večina delovala dobronamerno. Pogovarjamo se pa o tem, da pač stvari niso delovale. Da tudi je bil primer prej, ki ga je eden od nekdanjih finančnih ministrov povedal, zakona, ki bi nekatere stvari po njegovem mnenju uredil in preprečil in ni šel skozi državni zbor. Pa to ni bilo, pa bilo to v času, ko je imela ta, ne, potem ne bi bil on finančni minister, če bi bilo to leta 2004, ne. Tako gotovo ne. Tako da, mislim, stvari niso tako enostavne, Pač politika je seveda del teh interesnih omrežij bila, predvsem preko teh državnih skladov. In če si lahko prišel na državni sklad, kot je prej nekdo tudi v oddaji rekel, LDS je pač, posod so bili naši, razumete, in se je dalo zmeniti, kar se je bilo treba. In potem je ta sistem začel propadati, mislim, ta trdnost. Samo pri vaših se je dalo zmeniti. V pisarni predsednika vlade Janše. Tega zavračam, da se je dalo to dogovoriti, ker to ne drži. Noben primer takega ne morete navesti. No, se je tudi vrsten v tistem sestanku med nami. Se je javno priznal. In če verjamete izjavnega Zorana Jankovića, potem res, mislim, imate popolnoma nekredibilne vire, za karkoli udeleženci so to priznali. Tako da, gledajte, jaz ne vem, o čem se tukaj sploh pogovarjamo. Seveda, jaz ne govorim, da je bila ena politika v redu in druga ne. Vsi so stopili na ta vrtiljak, Tudi tista vlada 2004-2008, ki je začela s velikimi zgodbami o privatizaciji, je potem se skušala v tem istem kazinu tudi sama kaj zaslužiti. To sta ta dva pogleda, vendar je vsaka politika očitno imela interes ustvariti nek kadrovski bazen, o čemer poslušamo še danes. Gospod Kovač, kako je izgledalo to kadrovanje? Kako deluje to v praksi? No, tisto, kar se mi danes tukaj pogovarjamo, ko skušamo lastnino in vpliv lastninskih upravičenj na strukturo gospodarjenja in učinkovitost gospodarjenja, na nek način pripeljati skoraj do fantazmagoričnih dimenzij, se pravi, da je to ključ, okoli katerega pravzaprav se suče celotna politično-ekonomska zgodba Slovenije. V resnici pa je temeljno vprašanje lastnine ne toliko lastninska pravica kot upravljanje. Se pravi, korporativno upravljanje je bilo na nek način tista zgodba, ki je bila spregledana v
drugi, tretji in konec koncev tudi četrti fazi privatizacije. Zlasti v tistem delu, ki je na nek način bil vendarle v rokah države in kjer bi država morala tako ali drugače dati tisti temeljni vzgib, kako in na kakšen način to urediti. Šele leta 2009-2010 se je pravzaprav ta zgodba začela približno odvijati in še to na podlagi pravzaprav tega, da smo brez tega pristopa sploh ne bi mogli vstopiti v OECD. Začneva z druge strani. Vi ste vodili kadrovsko akreditacijski svet v času Pahorjeve vlade, nek organizem, ki naj bi pravzaprav preprečeval vmešavanje politike v kadrovanje v podjetjih. Postavila ga je politika, odstopili pa ste zaradi kadrovanja te iste politike. Zakaj je šlo? Za zamegljevanje pogleda javnosti na vsebino? Seveda, no to je recimo ena taka tipična zgodba. Ne? Pomeni, ko se politika pravzaprav spomni, da mora nekaj storiti, nas je ustanovila recimo med Božičem in Novim letom. Potem smo se mi 3 mesece pogajali, seveda z vlado, o tem, kako bomo nekaj uredili, potem smo prišli do šibke institucionalne osnove in potem naredili nek model. No, skratka, to je neka zgodba, ki je pokazala, kako in na kakšen način, po kakšnih pravilih ne bi delovali. Politika pravzaprav takrat na ta pravila, na katera je prvotno pristala, potem kasneje ni želela več pristati. Niti prva, niti potem naslednja vlada. Ne? In ko smo mi začeli opozarjati, smo najprej opozarjali na to, kdo izigrava in na koncu, recimo ob nekem spornem primeru. Na koga ste opozarjali, kdo izigrava? Mi smo opozarjali najprej pisno posamezne ministre, ki so preprosto izigrali pravila, ki smo jih mi imeli glede nominacije in na koncu tudi izbora. Po drugi strani pa smo potem začeli tudi javno opozarjati. In ko je prišlo do eksemplaričnega primera kršitve, se pravi, ko nič, kar smo mi pravzaprav sklenili, recimo minister ni upošteval, ki je mimogrede bil... Se lahko z imenom in priimkom. Gospod Lahovnik je bil takrat, recimo, gospodarski minister. In ko to seveda niso upoštevali, je naš celotni KAS seveda takrat odstopil. Skratka, tisto, kar je bilo značilno za KAS, je bil to, da je bil na nek način v opoziciji do vlade, ki ga je nastavila. Mi smo torej neko avtonomijo regulatorja, če hočete v nekem seveda omejenem smislu, kajti mi nismo bili to, kar so danes pravzaprav institucije. Tudi na koncu ste, vsaj v javnosti, kadrovsko urejali in v bistvu šele usmerjali. In odstopili na koncu tudi še zaradi ene zgodbe, ki je spet povezana z vami, gospod Golobič, v vladi Pahorjevi ste takrat imeli ministrico. Javno je takrat bilo, da je bila najbolj sporna poteza ministrice Radičeve iz vaše stranke, da je kadrovala mimo KAS-a. Se strinjate s tem, kar pravi gospod Kovač, politika ni upoštevala tega načela, ki ga je postavila v KAS-u? Če me vprašate, bom povedal, da sem seveda sodeloval v tisti vladi in bil izrazit podpornik, tudi pobudnik, eden od pobudnikov, ker se je Borut Pahor z predsednik vlade znašel v zagati, potem ko je pravzaprav zelo samovoljno in mimo vseh, bom rekel, odprtih postopkov imenoval direktorja NLB-ja, Draška Veselinoviča, potem je, bom rekel, se zaostrilo v koaliciji do te mere, da se je odločilo, da je padla odločitev, da se naredi KAS. In KAS je imel nalogo definirati kriterije, kandidate za nadzorne svete v državnih podjetjih spraviti, presojati po teh kriterijih, narediti izbor. To smo se že povedali. Ja, vendar detalj se je zgodil v tem, da je to v začetku delovalo. Jaz se celo spomnim, ko je dal KAS recimo za nadzorni svet železnice, na prvih je bil njih 7-8 imen za 3 mesta, minister je izbral in ni izbral naprimer dr. Petra Kraljiča. In jaz sem v vsej vladi rekel, kako je to mogoče, če tak človek pripravljen iti v imenu države v nadzorni svet in je bil uvrščen v nadzorni svet dr. Petr Kraljič, potem železnici, pa je kasneje odstopil zaradi neke druge zadeve. Vendar je KAS, in to moram povedati, da ne bi mislili, da so samo svetniki in peklenščki v celih zgodbah. Stvari so zelo zapletene. Interesi so na vseh stranih. Politika je tukaj bolj pod lupo. KAS je v nekem trenutku začel dajati samo toliko imen, koliko je bilo mest. Tako da je sprejemal odločitve na mesto ministrov, ki prevzemajo odgovornost. Trdim, to je res. To je res in lahko dokažem. To je res. Kriterij je bil dobronamerni. Je bil 1:2. 1:2 je bil Senior je bil šef tega. Ne. Tisto je bil pa fiskalni svet. Ampak hočem povedati, kriterij je bil seveda vedno, da dajemo več imen
ampak tista imena, ki so bila akreditirana, se pravi, po vseh strokovnih kriterijih in potem nominirana za neko mesto, niso bila upoštevana. Hvala lepa. Zdaj bomo šli na naslednji prispevek, pa nadaljevali še s kadrovanjem in s poskusi, kako omejiti povezave med gospodarstvom in politiko. Videli smo, kaj se je doslej dogajalo z lastništvom, smo videli v prejšnjih prispevkih o teh 3 desetletjih. Zdaj bomo pogledali tudi v sedanjost. Veliko podjetij pri nas, velikih podjetij tako rekoč ni. 99% podjetij je malih in srednjih in v njih dela kar 70% vseh zaposlenih. Popolnoma druga slika kot nekoč, torej Mura, Tam, Elan, vsaka regija se je takrat ponašala z vsaj enim paradnim konjem, večina jih je propadla, živi pa še nekaj blagovnih znamk. Pomursko regijo je zagotovo najbolj prizadel stečaj Mure, ki še danes, po 12 letih, ni končan. Čez 2600 delavcev je takrat ostalo brez dela. Niso pomagale ne izdatne državne pomoči, ne številni sanatorji, tudi takšni, kot je bila ljubljanska odvetnica Mojca Lukančič, ki je po trditvah kriminalistov 2,5 milijona evrov državne pomoči odpeljala v Srbijo. Ena od nekdanjih šivil pravi: Jezna sem na te, ki so pretakali denar, in tudi na te sem jezna, ki so jim držali sklede zraven, da so lahko pretakali denar. To se pravi na ta vodstvo sindikata in svet delavcev. Podobna usoda kot Muro je doletela tudi drugo znano prekmursko znamko Pomurko. Podjetja se je polastila, ga finančno izčrpala in pahnila v stečaj družina Volk, prav tista, ki je pokopala novogoriški mit. Od nekdaj večjih družbenih podjetij v Pomurju še živita Daichen Varstroj, ki je v lasti Japoncev, in avstrijski Arkont. Znamenito vodo Radenska polni češka Kofola. Gospodarsko najbolj prizadeta pa je bila na prehodu v tržno gospodarstvo podravska regija. Najprej so začeli propadati veliki socialistični sistemi, nato pa še manjša podjetja. Hidromontaža Tam, Metalna, Jeklotehna, Pik, MTT in drugi. Stečaj hidromontaže in Tama traja že 25 let. Kar je ostalo zdravega v Tamu, so kupili Kitajci. Nekdanji delavec Metalne pa se spominja, da za vse težave ni bila kriva le izguba trgov. Glede, šlo je za obnašanje, neodgovorno obnašanje, družbeno neodgovorno obnašanje določenih ljudi. V preteklosti je Metalna skrivala pravilne rezultate poslovanja. Prirejala je zaključne račune. In ko smo potem 92. leta ugotovili, da več Metalna ne more sama upravljati, smo šli pod SRD, Slovensko razvojno družbo. In analitska služba SRD je ugotovila, da je ta del tovarne investicijske opreme, ki je bilo jedro proizvodnje, 10 let kumuliralo izgubo, ki smo jo pa skrivali. Tranzicija je pokopala tudi tovarno dušika Ruše in ormoško tovarno sladkorja, ki so jo lastniki kmetijske zadruge prodali Nizozemcem, ti pa zaprli. Bolje jo je odnesla tovarna olja Gea, ki je po začetnem lastništvu cerkvenih zvonov in še nekaterih pidov na koncu pristala v lasti dolenjskega podjetnika Franca Freliha. Ptujski Ponos Perutnino je najprej doletel poskus menedžerskega prevzema. Dolgoletni direktor Roman Glaser je podjetje nato najprej prodal ruskemu SIJ-u, ta pa za 150 milijonov evrov več naprej Ukrajincem. Zoper Glaserja in ekipo potekajo na tožilstvu ali sodišču 3 postopki. Na Koroškem je v zadnjih 30 letih ugasnilo več industrijskih lesno-predelovalnih in tekstilnih obratov. Omenimo le Lesno in Prevent. Nekdanja ravenska železarna posluje še danes v lasti Rusov. Rusi so lastniki tudi jeseniške jeklarne. Sicer pa sta gorenjsko-lastninsko tranzicijo zaznamovali zgodbi Elana in Merkurja. Ena redkih globalnih blagovnih znamk že v prejšnji državi. Elan je pristal v stečaju, se dvignil skozi novo podjetje, menjaval lastnike, bil hrvaški pa spet slovenski, njegov sedanji lastnik je finski sklad. Merkur je po Kordeževem menedžerskem prevzemu končal v stečaju. Trgovina posluje dalje in je v lasti Američanov. Nekdaj znani znamki Peko in Planika sta propadli, nacionalnega letalskega prevoznika Adrio Airways pa je v stečaj potisnil nemški lastnik. Če pogledamo še najbolj znane hotele na Gorenjskem, hotel Toplice, Rikli in Park na Bledu, Paramada in Korona v Kranjski Gori so v državni lasti. Bohinjske hotele Ski, Zlatorog, Bohinj in Apart hotel je kupil eden najbogatejših Slovencev, Damjan Merlak. Država pa je med drugim še vedno lastnica Term Moravske Toplice, zdravilišča Radenci, Term Olimja in hotelov na Rogli. V Zasavju velja omeniti Eti iz Lahe, ki je danes v rokah Avstrijcev, nekdanja trboveljska cementarna pa je že skoraj 20 leti v lasti Lafarge cementa, ki ga obvladujejo Francozi.
V Posavju je bila v nekdanji državi doma papirna industrija, njen najmočnejši igralec pa krška tovarna celuloze in papirja Đuro Salaj. Celuloze v Krškem ne izdelujejo več, papirnica Vipap je bila prodana Čehom. Radeško pa je sprva v lastnini v nekdanji prvi mož Telekoma Peter Tevš, po stečaju pa jo je kupilo podjetje iz Združenih arabskih emiratov. V Savinjski regiji je v zadnjih 30 letih propadlo kar nekaj regijsko pomembnih podjetij. Tekstilci Elkroj, Toper, M-Klub, Polzela, gradbinec Vegrad, celjska tovarna posode Emo, Aero in drugi. V Rogaški Slatini so najprestižnejši hoteli že nekaj časa v lasti premožnih Rusov, lahko bi jim rekli tajkunov. Naš sogovornik pravi, da zdaj zasluži malo več, po pogojih dela pa. Malo so težji, ker mi ne moremo toliko koristiti zdaj prostih ur, pa ni nas toliko, da bi se menjavali, ker vsak hotel zdaj nima na rezervi 3-4 kuharje, pa 3-4 natakre, da bi lahko mi koristili proste ure, ampak je to res napeto do maksimuma. Pivovarna Laško je po premetavanju lastništva pristala v rokah nizozemskega Heinekena. Steklarna Rogaška je finska, Gorenje pa kitajsko. Vilma Fece je pred upokojitvijo delala za kitajskega lastnika, najbolj je, pravi, občutila kulturne razlike. Mi smo bili v bistvu navajeni, da je treba delo opraviti kvalitetno, hitreje, ko je bilo upravljeno, bolj smo bili zadovoljni. Vrednota Kitajska je pač, tako smo jo pač spoznali, da morajo biti delavci dolgo prisotni na delovnem mestu. Dlje, ko delaš, večja vrednota je to za njih, bolj si spoštovan. In seveda tudi to delo, da se po noči pošiljajo maili, da se v bistvu odločuje od danes na jutri, to pa je velika sprememba. Tudi prazniki, prosti dnevi, oni to ne poznajo v tej obliki, ko smo ga mi prej poznali. Na Dolenjskem je farmacevtski velikan Krka še vedno v domači lasti. Kolpo so olastninili vodilni podjetja. Novotek, Slabod, Beti in Novoles pa je le nekaj zvenečih imen, ki so tu ugasnila. Na Notranjskem je ilirsko-bistriški Lesonit pristal v lasti borzno-posredniške družbe Poteza oziroma enega izmed zmagovalcev lastninske tranzicije Branka Drobnjaka, ki je podjetje nato prodal Italijanom. Javor Pivka je v stečaju, Pivka Perutninarstvo pa je v večinski lasti domačih zasebnikov oziroma Jate Emone. Njen največji lastnik je Stojan Hergov. Novogoriški MIP, nekdanji ponos Primorske, je na koncu propadel zaradi kriminalne zgodbe. Vojteh Volk, njegov sin Marko in zet Martin Kovač so podjetju sfrizirali bilance, ga zadolžili do 100 milijonov evrov, med drugim prečrpavali denar na svoja druga podjetja, na koncu pa jo odnesli skoraj brez kazni. Višje sodišče v Ljubljani je trojico oprostilo obtožb o preslepitvi bank. Čeprav je Vrhovno sodišče nato ugotovilo, da so višji sodniki kršili zakon, Volka in Kovač glede teh obtožb veljajo za nedolžne. Tu je sramota, jaz bi rekel sodišč, sramota politike, sramota poslancev, ki pustijo zakone take. Jaz pravim, če si kriv, ne si bo politik, ne si bo bilo kateri, ti bi morali pobrati vse premoženje, imovino in te dati sedeti. Ko boš tu odslužil in vrnil nazaj državi ali pa ljudem, takrat te bom pa sodil ali pa spustil. Med najodmevnejše tranzicijske zgodbe na Goriškem sicer sodita menedžerska prevzema Hidrije in Kolektorja. Družina Edvarda Svetlika je v zadnjem letu sicer izgubila lastniško prevlado v Hidriji. Kolektor pa ima v rokah Stojan Petrič, ki sklepa zajetne posle z državo. Med drugim gradi drugi tir. Kot že rečeno, je Petrič lastnik časopisa Delo, sicer pa je tožilstvo zoper njega vložilo obtožnico zaradi prevzemanja podjetja Etra. Poglejmo na obalo. Kraški Zidar in Tomos sta propadla, koprski Cimos je po prisilnih poravnavah v lasti italijanskega sklada Palladio Financiarja. Istrabenz so po Bavčarjevem menedžerskem prevzemu razkosali. Istrabenz Turizem oziroma hoteli so pristali na slabi banki. Dragul Hotel Palas pa v rokah Srba Miodraga Kostića. Druga Kolinska je Hrvaška, plini imajo italijanskega lastnika. V srednjeslovenski regiji so se odigrale zaključne partije več odmevnih prevzemnih zgodb. Ne le Mercatorja, tudi druge Kolinske, Žita, Saturnusa, Julona. Med prvimi, že leta 1991, je bila tujcem prodana tobačna tovarna Ljubljana, ki je danes le še grosist v lasti Angležev. Ljubljanski Lek je ob prodaji švicarskemu Novartisu pred skoraj 20 leti dvignil veliko prahu. Med nasprotniki prodaje slovenskih draguljev so bili tudi takšni, ki so kasneje sami sodelovali pri drugih privatizacijah. In danes? Seveda na začetku je bila to neka velika sprememba, ampak sčasoma smo pa mi zares postali tudi zelo ponosni na to, da je ena taka velika
farmacevtska multinacionalka prepoznala Lek kot eno podjetje, ki je zares polno znanja in izkušenj in ki lahko dodaja vrednost tudi k rasti in razvoju tako velikega podjetja, kot je na primer Novartis. Tudi v osrednjeslovenski regiji so razpadli nekdanji veliki sistemi z družbeno lastnino, kot je denimo Litostroj, njegovi posamezni deli so bili nato sprivatizirani. Enako velja za Iskro, ki jo je v enem delu olastninil nekdanji finančni minister Dušan Šešok. Propadli so tudi SCT, industrija usnja Vrhnika, Toko, Rašica in vrsta drugih. In seveda jih nista uničila zgolj trg in konkurenca, temveč tudi slabo vodenje in pohlep njihovih menedžerjev. Do danes se je torej lastniška slika in struktura v Sloveniji močno spremenila. Dr. Mencinger, kje vi vidite vlogo politike? Vendarle danes še vedno poslušamo v politiki enak diskurs skozi vso to obdobje. Vedno, ko je nekdo na oblasti, z druge strani sliši očitke, da si ustvarja kadrovski bazen za kadrovanje. Ko se oblast zamenja, je to enako. Zdaj smo spet v aktualni razpravi o demografskem skladu, ko opozicija spet vladi očita, da si pripravlja teren za naprej za svoje kadre. Kako veliki so danes še ti politični apetiti? Poglejte, demografski sklad je glede na količino kapitala zanemarljivo v primerjavi pokojninskega sklada. Ne? Kar je pa vse skupaj najbolj žalostno je, da je Slovenija v 30 letih zapravila vse premoženje, ki ga je prej socialistična Slovenija v 30 letih zgradila. Ko smo prišli na oblast, bi se rekli, smo podedovali zelo veliko premoženja. Danes praktično nimamo ničesar več. Se pravi, vse, kar... In zdaj govorimo včasih, kako je bil samo pravni socializem za nič. Nič ni bil za nič. Bistveno več je ustvaril, kot je pa kapitalizem v 30 letih. Doktor Šuštaršič, je ta bazen prazen, so apetiti manjši? Bazen je manjši, apetiti so zato mogoče kvečemu večji, ker je treba na manjši igri ustvariti enako, če se razumeva. Če je 5 državnih podjetij, moraš tiste dobro obrniti, če jih je 50, lahko vsakega malo obračaš. Ampak jaz se ne bi strinjal s tem. Veste, to je do neke mere neka normalna zgodba gospodarskega prestrukturiranja, ki se je zdaj zgodila navznoter ali pa navzven. Vi ste imeli celo oddajo, smo se pogovarjali o tem, kakšni so bili te domači lastniki, ki so prišli preko teh privatizacij do nekih podjetij, pa kje še danes nekateri so lastniki, pa zakaj, pa s kakšnimi motivi. Tako se mi zdi, da to, mislim, tisto, kar je ironično, je, da tiste države, ki so prešle v neko privatizacijo z večjo vlogo tujcev, kot je bila pri nas, so zdaj ljudje iz teh držav kupujejo podjetja v Sloveniji. To je ironično, ampak to je pač ena taka zgodovinska ironija. Hkrati bi pa rekel, da lejte, po celi vrsti kazalcev, vsekakor je Slovenija bogatejša država danes, kot je bila pred 30 leti. Vsega se ni da tako hitro uničiti. In tudi nekdo ustvarja ta razvoj v Sloveniji še vedno. In to niso niti ta podjetja, o katerih smo večinoma danes govorili. Bomo še govorili. To je tisto gospodarstvo, ki dejansko živi, ki ne potrebuje več ne države, zato da preživi niti Pidov in ne vem koga. Gospod Golobič, pa potem gospod Vernik, sta želela besedo? Sem vesel, da se končno v nečem strinjava z mojim sosedom to. Absolutno. Izhajamo iz tega. Slovenija je država 2 milijonov prebivalcev. 80%, bom rekel, gospodarstvo 80% izvozi. Ni mogoče pričakovati, da bi lahko bilo to gospodarstvo v današnjem svetu samo slovensko. Tujci v tem smislu niso problem. Kako je do tega prišlo? Kaj so bila oškodovanja? A je bilo možno bolj optimalno, je drugo vprašanje. Ampak dejstvo je, da osnovni kapital, ki je skozi stoletja ali pa tisočletja to nacijo ohranil, ta pa ni privatiziran. In tega kapitala je 2600 kg. 2600 kg. To je količina sivih celic, ki jih imamo vsi Slovenci, če nas je 2 milijona. In od te količine jih je približno 300 kg na Gaussovi krivulji, ki so res ključni za neko nacijo. Dajmo razmišljati o tem. Ne o tem, ali je nek lopov nekje, morda se je izmuznil, poskušajmo ga ujeti,
pribijemo ga na križ, kakšnega se je že, ampak naj to ne bo preokupacija, da ne bomo spotoma onemogočili ali pa prizadeli tisto, kar pa je res kapital te države, zaradi katerih ta gospodarstvo v Sloveniji danes, ki je tudi v tuji lasti, pa tudi v slovenski lasti, pa v notranji lasti, Je res je uspešen. čas za to, kar pravite, Potrebujemo gospod znanje, Golobič? potrebujemo investicije v tisto, o čemer se sploh ne ampak pogovarjamo. sprašujemo se, Zaradi tega ali- so ta podjetja in zato so uspešna. Ne bomo čez 10 let, gospod Kovač, gledali nazaj pa se spet spraševali, kaj se je zgodilo še s tem preostankom premoženja, ki ga država ima. Se bodo apetiti politični res umaknili? Politični apetiti se ne bodo umaknili, zaradi tega, ker je sprega politike in biznisa ali ekonomije pravzaprav nekaj zelo naravnega. Enako imate v Združenih državah Amerike, se pravi prejšnjega predsednika, ki je govoril o Ameriki, ki naj bi bila prva, sedanjega, ki govori, kako se vrača in tako dalje. Pomeni, tukaj preprosto ni mogoče iti preko te sprege. Bolj pomembno je, kako je ta sprega kakovostna. Kaj lahko eni in drugi storijo za ene in druge, zato da bomo seveda v razvoju učinkovitejši. In